Spoštovane poslanke, poslanci! Bom začel nekoliko nenavadno 10. oktobra lansko leto. Takrat sem predstavljal proračun za leto 2023 in 2024. Pregledal sem si svoj govor, enkrat za razliko sam sebe čekiram za nazaj. In takrat sem govoril o zgodovinskosti trenutka in o tem, kako je skorajda nemogoče napovedati razplet dogodkov. Evropa je bila v globoki krizi zaradi ruske agresije, energetski, prehrambeni. Nismo vedeli, kaj bo z gospodarstvom, napovedovala se je recesija. Kljub temu sem že takrat uporabljal dve besedi, pozitivizem in optimizem. Pri tem, da bomo s tistim proračunom, ki je bil potem tudi sprejet v oktobru lani, stvari uredili. Takrat smo napovedali rekordna sredstva za pomoč gospodinjstvom na eni strani in gospodarstvu na drugi strani. Takrat je bilo napovedano, da bo prihodkov za 13,3 in odhodkov 16,7 milijarde in primanjkljaj na nivoju 5,3. Danes imamo pred sabo rebalans, ki je v resnici ne samo potrdil optimizem, ki sem si ga upal oktobra lani javno napovedati, ampak ki v resnici je še boljši od optimizma iz oktobra. Ne samo, da ni nobene recesije nikjer, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, ne samo, da je energetska kriza bila uspešno obvladana, primanjkljaj se zmanjšuje v Sloveniji. Res je, da je prihodkov nekoliko manj, 13,1, je pa tudi odhodkov bistveno manj planiranih v rebalansu, 16,1. In primanjkljaj je samo 4,5%. Pomembno se je znižal. Pa kljub temu smo uspeli zadržati dve pomembni stvari. Prvo, da so ukrepi prijeli in da so ukrepi dali učinke. Čeprav nekateri se pač s tem ne morejo sprijazniti, ampak ukrepi delujejo. Bom pol kasneje pokazal, kje se to kaže. In drugo, da smo kljub temu uspeli zadržati rekordni nivo investicij, ker smo že lani napovedali, da je edini ustrezen izhod iz krize s tem, da se investira v razvoj in znanje in inovacije. In v vmesnem obdobju od lanskega oktobra smo naredili 3 stvari, ki to ne samo potrjujejo, ampak prav temu dajejo zagon investicijam v znanje in inovacije. Podpisali smo dogovor z Gospodarsko zbornico o strateškem vlaganju z vsemi znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami, gospodarstvom in vlado. Podprli smo pomembno investicijo v farmacevtsko industrijo v višini 400 milijonov v manj razvitem območju, to je v Lendavi, in skupaj z avtomobilskim grozdom podpisali strateški dogovor o vlaganju v avtomobilsko industrijo. Po domače, podprli smo 2 najpomembnejši industriji s konkretnimi res 100-milijonskimi projekti, več 100-milijonskimi projekti in hkrati podpisali strateški dogovor o inoviranju in tem, kako bomo spodbujali prenos znanstvenih dosežkov in znanja, ki ga v Sloveniji ne manjka, v razvoj gospodarstva. Vse to vzporedno s tem, ko smo se soočali z največjo krizo in primanjkljaj smo znižali. In kako veste, da je dejansko naši ukrepi delujejo? En podatek, najbolj ključen, ki pove vse. To so pribitki na slovenske obveznice in strošek zadolževanja. Strošek zadolževanja je v Sloveniji v tem obdobju kljub krizi zrasel za med najmanj v Evropi. Slovenija se danes zadolžuje ceneje kot Španija. Samo da boste razumeli, pribitek, ki ga mi plačujemo, je 25 odstotnih točk. 25, Španija jih ima 42, Hrvaška jih ima 80, Italija jih ima 125, Madžarska, po kateri se nekateri tako radi zgledujejo, jih ima 210. Mislim, da ti podatki, kjer svetovni finančni trgi ocenjujejo uspešnost te vlade in ukrepov, ki smo jih sprejemali 10. oktobra lani, povejo vse. Zato o tem rebalansu, ki v resnici situacijo samo še izboljšuje, lahko rečem samo eno stvar: kar tako naprej.